Danes si svet težko predstavljamo brez naprav, ki nas spremljajo ves čas. Pametni telefoni, tablice, računalniki, pametne ure in še bi lahko naštevali. Skoraj težko je razumeti, da je bila tehnologija zaslona na dotik pred 20 leti ljudem skoraj tuja ali raje človeku neprijazna, saj so poznali le tehnologije, ki so imeli preslabo natančnost ali pa so potrebovali za uporabo še kakšen drugačen pripomoček, kot je na primer pisalo. Ker tehnologija še zdaleč ni bila izpopolnjena, so se ljudje raje držali tehnologij s fizičnimi gumbi in tipkami, saj so bili lažje razumljivi, bolj enostavni skoraj. A evolucija telefonov je začela zahajati v smer, kjer so posameznim telefonom firme dodajale še in še novih tipk, vse dokler niso postali prezakomplicirani. To težavo je leta 2007 rešil Apple s prvim pametnim telefonom, iPhonom, ki je bil prvi telefon z multitouch tehnologijo. Deloval pa je na principu kapacitivne tehnologije. Od takrat dalje so tudi druge firme prevzele podoben model in evolucija zaslona na dotik se je začela. Prve touch tehnologije so se pojavile sicer že v 60. letih 20. stoletja in sicer kot radar zaslon za nadzorovanje zračnega prometa. A tehnologija še zdaleč ni bila izpopolnjena, je pa temeljila na kapacitivnem modelu zaslona na dotik. Kmalu so ga opustili in v 80. in 90. letih začeli razvijati uporabno tehnologijo zaslona na dotik, o kateri bom več povedala kasneje. A je bil za uporabnike spet nekako težaven proces močnega pritiskanja s pisalom na zaslon, zato so spet v modo prišle tipke. A ko se je razvila kapacitivna tehnologija zaslona na dotik, je nastala revolucija v svetu tehnologije. Ena izmed najpogostejših tehnologij na dotik je uporna oziroma angleško resistive tehnologija. Že njeno ime nam pove nekaj o njenem delovanju. Deluje namreč tako, da se upira dotiku. Pri upornih zaslonih na dotik moramo na zaslon precej močno pritisniti, da zazna naš dotik. Tehnologija za tem pa je sledeča. Zaslon je sestavljen iz 3 slojev, prevodnega, upornega in vrhnjega. Med prevodnim in upornim slojem so majhne točke, ki jim rečemo distančniki. Te točke ne prevajajo električnega toka. Njihov namen je držati sloje narazen, da ne pride do napačnih signalov ob dotiku zaslona. Uporni sloj je narejen iz neke upogljive snovi, recimo polietilena. Notranji sloj pa je bolj trd in neprožen, kot recimo steklo. Da lahko oba sloja delujeta med seboj, sta prevlečena s spojino ali snovjo, ki prevaja električni tok. To je lahko baker ali pa na primer indium tinoksid. Najpogosteje se uporablja slednji, torej indium tinoksid, ker je prozoren in zato veliko bolj uporaben od bakra. Skozi prevodni sloj ves čas teče električni tok. Ko je zaslon prižgan, se na njem pojavi napetost v obeh smereh koordinatnega sistema, po osi X in osi Y. Ko pritisnemo na zaslon, se oba sloja, prevodni in uporni, dotakneta in se na prevodnem sloju pride do spremembe toka in napetosti. Pritisnili smo točno v eno točko koordinatnega sistema, ki ga predstavlja zaslon. Tako s pomočjo X in Y koordinate procesor znotraj naprave izračuna točko. Vrhnji sloj je namenjen le zaščiti spodnjih dveh. To je namreč sloj, ki se ga dejansko dotikamo. Uporna tehnologija zaslona na dotik je zelo pogosta v uporabi. Nekaj časa so jo uporabljali tudi nekateri telefoni in tablice, danes pa jo lahko srečamo v trgovinah, na blagajnah, na bankomatih in ostalih napravah, ki so na voljo vsem.
Prav ta tehnologija se uporablja z namenom, saj je uporna tehnologija zaslonov na dotik zelo trpežna in se težko uniči. Imajo pa tudi slabosti. Ena izmed njih je na primer težje branje iz zaslona, saj zaradi toliko slojev zaslon odseva veliko ambientne svetlobe. Ambientna svetloba pa je svetloba, ki jo odseva zaslon sam. Še ena njihova slabost pa je, da so taki zasloni zmožni le zaznavanja enega dotika naenkrat. Zato približevanje na kameri na takem zaslonu z 2 prstoma ne pride v poštev. Zato danes večina telefonskih podjetij na svojih napravah uporablja kapacitetno tehnologijo zaslonov na dotik. Prva prednost kapacitivnih zaslonov na dotik je očitna. Zaslona se moramo dejansko samo dotakniti in ga ne upogibati, kot pri upornih zaslonih. Razlog za to tiči v drugi sestavi zaslona. Ta ni sestavljen iz le 3 slojev, temveč iz 5. Vrhnji je zopet zaščitni. Rečemo mu tudi Gorilla Glass, ker je zelo močen. Sledita 2 sloja. Vsak predstavlja elektrode, tanjše od človeškega lasu. En izmed slojev je prekrit z navpičnimi elektrodami, drugi pa z vodoravnimi. Imajo pa različen namen. Ene izmed njih nosijo električni tok, druge pa zaznavajo količino toka in naboja na tistih elektrodah, po katerih teče tok. Razvoj pametnih telefonov je seveda namenjen človeku, zato tudi mi predstavljamo pomemben element v tem razvoju. Smo namreč eden izmed prevodnikov, brez katerega tehnologija kapacitivnih zaslonov na dotik ne bi delovala. Namreč, če se s prstom dotaknemo zaslona, s tem spremenimo količino naboja na elektrodah, po katerih teče električni tok. Nekaj naboja steče po našem prstu, elektrode, ki pa zaznavajo padec toka in spremembo količine naboja, pa imajo nalogo, da izračunajo točno, kolikšna je sprememba naboja in kje smo se dotaknili zaslona. Prav zaradi tega zasloni na dotik ne delujejo, če nosimo rokavice. Naša pomembna vloga je vzeti del naboja iz zaslona. Z rokavicami pa, če niso posebne rokavice s prevodnim materialom, se to ne zgodi, saj ne prevaja električnega toka. Za zaslonom stoji procesor, ki nato te koordinate dotika prevede v ukaz. Kapacitivni zasloni na dotik pa podpirajo tudi več dotikov hkrati in swipanje po ekranu. Zadnji sloj kapacitivnega zaslona pa je LCD sloj. Ta vpis večinoma ustreza zelo širokemu izboru zaslonov na dotik, a je vseeno že malo zastarel. Vsak dan se razvijajo nove tehnologije, ki bi še izboljšale uporabniško izkušnjo. Ena izmed njih je on-cell tehnologija, ki dviguje sloj na dotik na vrhu vseh slojev. Še ena tehnologija pa je in-cell, ki ima tehnologijo zaslona na dotik tik pod zaščitnim zgornjim steklom. Slednjo uporablja tudi Apple. Zaradi teh 2 izboljšav so telefoni čedalje tanjši in imajo širšo barvno raznolikost, saj svetlobi ni potrebno preiti skozi toliko slojev zaslona. Prihodnost zaslonov na dotik je svetla. Mogoče se nam zdi, da so velika podjetja že dosegla najboljšo uporabniško izkušnjo, a se še vedno trudijo izboljšati trenutni izdelek. Ena izmed izboljšav je prehod iz indium tinoksida, tiste prevodne snovi, s katero so prevlečeni naši zasloni, na elektrode, ki temeljijo na srebrnih nanožicah. Imajo kup prednosti pred indium tinoksidom. Cenejše so, upogljive, s tem bi lahko dosegli naprave, ki bi bile veliko bolj trpežne in ne popolnoma ravne, ampak zaobljene, še bolj prozorne so od indium tinoksida in še bi lahko naštevala. Zelo verjetno je, da se bo prihodnost zaslonov na dotik nadaljevala s temi srebrnimi nanožicami.